Lepo pozdravljeni. V Tončkovem domu na Lisci so tudi uradno odprli prenovljene namestitvene kapacitete. Obnova je potekala pod okriljem projekta Centri interpretacije zavarovanih območij, vrednost naložbe pa je znašala 80 000 evrov. V Tončkovem domu so v celoti preuredili prostore prvega nadstropja. Povsem so prenovili 10 sob s sanitarijami, prav tako zunanje stavbno pohištvo. V vseh etažah pa so zamenjali dotrajano pohištvo z novim. Naložba je potekala v sklopu projekta Centri interpretacije zavarovanih območij, v katerem sodelujejo 4 lokalne akcijske skupine z 4 zavarovanih območij narave. Na nivoju Posavja je projekt ovrednoten na 222 000 evrov. Sofinancerski del iz sklada EKSRP oziroma Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je dobrih 100 000 evrov, od tega se jih 80 000 namenja investiciji Tončkovega doma na Lisci. Razvoj območja Lisce je tako na vsebinskem kot na infrastrukturnem delu v zadnjih letih zelo intenziven. S temi projekti nekako Tončkov dom pridobiva ureditev v celoti, v tistem najbolj pomembnem namestitvenem in gostinskem delu se postopoma zaključuje, hkrati pa še vedno naprej v sodelovanju z ostalimi biosfernimi območji, pa tudi s planinskim društvom in s društvi z tega področja razvijamo vsebinski del razvoja širšega območja Lisce. Trudili se bomo še naprej zagotavljati varne poti na Lisco, izobraževati in predvsem osveščati tako planince, pohodnike kot ostale. Planinstvo se razvija, sedaj se v sklopu Planinske zveze Slovenije tudi pripravljajo turnokolesarski vodniki, tako da se planinsko društvo tudi na tem področju razvija. Poleg prenove prvega nadstropja pa je sevniška občina v sklopu projekta Z ribami do zdravja celovito prenovila še mansardni del Tončkovega doma, ki vključuje prenovo 5 sob in sanitarij. Po županovih besedah je zanimanje za bivanje na Lisci precejšnje. Predvsem šolskih otrok, športnih skupin, izobraževalnih skupin in verjamem, da bo nekako razvoj šel v precejšnjem delu v smeri izobraževalnih vsebin, da bodo gostje mladi, ki bodo povezovali Lisco z učnimi vsebinami, kar je tudi naš namen. Tončkov dom na Lisci zagotavlja namestitvene kapacitete za skupno 50 oseb v 15 sobah. V srednjih šolah so podelili letošnja maturitetna spričevala. Na spomladanskem roku splošne mature se je delež uspešnih z lanskih 94 dvignil na 97% dijakov. Med poklicnimi maturanti je bilo uspešnih 91,4% dijakov, kar je za odstotno točko manj kot lani. Obiskali smo srednjo poklicno in strokovno šolo Krško, kjer so podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi in zaključnih izpitih, najboljšim dijakom pa tudi praktične in knjižne nagrade. Krški dijaki so pri opravljanju poklicne mature in zaključnih izpitov dosegli lep uspeh. Kar 7 zlatih in 13 odličnih maturantov je rezultat letošnjega šolskega leta. Ja, v bistvu mi smo imeli, srečo. Lanska generacija je prišla v šolo malo kasneje kot mi, tako da mi smo imeli malo več časa za priprave za maturo. Šli smo skozi lanske maturitetne pole, tako da se mi zdi, da smo kar dobro zadeli to, kar smo ponavljali. Z večino profesorjev smo že čez celo leto se pripravili na maturo, oziroma pri slovenščini že v prvem letniku nas je opozarjala, kaj bo na maturi, kaj bo na ustnem. Posebej veseli smo, da so bili uspešni, celo ne samo primerljivo z prejšnjimi leti, ampak celo bolj uspešni. Na poklicni maturi procent uspešnih 92, na zaključnih izpitih pa 98 za našo šolo, srednjo šolo Krško. Tako da smo nekako zadovoljni in mislim, da tudi dijakom se je kar kamen odvalil od srca danes, ko so zvedeli za ta svoj uspeh. Šolsko leto je bilo zelo specifično in zaznamovano z dolgotrajnim izobraževanjem od doma. Prej smo se pritoževali, koliko je šola monotona, ne pa ko doma delaš cel dan, samo doma, je pa čisto nekaj drugega. Ampak hvala Bogu, letos smo lahko maturanti malo prej šli v šolo. Mentor pri maturitetnem izdelku mi je pomagal ravno tako, da mi je spodbudil tisti živec, da sem sam poiskal informacije in na koncu sam prišel do zaključene naloge.
Druge pa nimam pripomb glede profesorjev, pomagali so na vsak način. Lahko bi jih opisal v pozitivnem smislu, vsi so bili zelo v redu. Bil tudi v pomoči bil moj mentor, profesor gospod Zoran Tkavc, za maturitetno nalogo, kjer smo sošolcem delali namizno aplikacijo za podjetje Covis. So pa bili tudi v pomoč drugi profesori, s katerim smo ponavljali za maturo. Spričevala poklicne mature je prejelo 94 uspešnih dijakov srednjega strokovnega izobraževanja, spričevalo zaključnega izpita pa 45 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Med slednje sodijo tudi dijaki prve generacije vajeniškega programa Strojni mehanik. Tilen Horžen se je zanj odločil predvsem zaradi praktičnih izkušenj. Naprimer se razlikuje praktični pouk v šoli ali pa v podjetju, kjer vidiš realno stanje, kakšno je delo, kako vse skupaj poteka v večjem podjetju in ne v šoli, recimo na stružnicah ali pa podobnih orodjih. Bolj pestro, no. Neko bolj realno vizualizacijo dobiš. Po vajeniškem programu se je izobraževalo 8 dijakov in vsi so uspešno opravili zaključni izpit. Prihajajo na trg dela in podjetja, v katerih so delovali, so nekako navdušena nad njihovim znanjem. Vse tako se je izkazalo tudi na zagovorih, kjer so bili prisotni predstavniki teh podjetij oziroma njihovi mentori. Najuspešnejšim dijakom so podelili knjižne in praktične nagrade. Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru, ki je potekala 8. julija, je rektor Zdravko Kačič promoviral tudi 2, ki sta študij zaključila na Fakulteti za energetiko. Martina Bricla pod mentorstvom Jurija Avsca in Primoža Mavsarja pod mentorstvom Sebastjana Semeta. V galeriji Božidar Jakac že vrsto let pripravljajo počitniške delavnice. Ena od teh je bila celotedenska kiparska delavnica, kjer so ustvarjali po navdihu dokumentarne razstave Reforma Viva. Na letošnjih kiparskih delavnicah so otroci v roke vzeli dleta in kladiva ter ustvarjali v Siporeksu. Meni je všeč, ker prvič delam iz Siporeksa in je zanimivo. Pa jaz delam živi čevelj. Poleg živega čevlja so nastajala še druga zares zanimiva dela. To je neka mešanca med delfinom pa človekom. Jaz sem pa naredil enega dinozaura, pa v obliki tudi krokodilje glave. Delam kip, kača z nogicami in s klobukom. Sem vesela, ker take kipe tudi delajo v Južni Ameriki. Ne vem, tako nisem imel nobene druge ideje, pa sem kita zbral. Rekli smo nekako tako, da ne bomo delali nekih pravličnih bitij ali pa nekih resničnih stvari življenja, ampak neka bitja oziroma neke sanjske podobe, ki jih spremljajo ali po noči, naprimer, ko spijo v sanjah ali kakorkoli, strašljive, vesele, živahne, kakršnekoli, tako da so res lahko sprostili svojo domišljijo. Udeleženci so se spoznavali s potekom nastanka kiparskega dela. Prvi dan smo narisali skico na papir, pa smo na cel kos Siporeksa narisali skico, pa izdolbali z dletom obliko in danes smo začeli barvati. Barvam z belo barvo, ta jezen kaktus. Trenutno tudi jaz barvam z belo barvo kip, zaradi tega, da pol se bodo tiste barve mavrične, pač barve, se bodo lažje prijele na Siporeks. Si že zbral barve? Ja, verjetno mora. Boš še razstav pri barvi? Ja. Rad izdeluješ takole iz Siporeksa? Si prvič na taki delavnici? Ja, prvič, ampak tudi rad izdelujem kaj takšnega. Rad izdelujem, pa tako. Ker rada delam z dletom. Moj ati tudi ima mizarsko delavnico, pa v les velikrat delam z dletom. V galeriji Božidar Jakac kiparske delavnice pripravljajo že več kot 15 let. Res je bilo zanimivo, no? Letos smo imeli
tako vsako leto veliko interesa, ampak letos smo že 14 dni pred delavnico zapolnili vsa mesta. To je 12 udeležencev, ki jih lahko sprejmemo, imamo mentorja in pa 2 pomočnici, ki lahko obvladamo tako število otrok. Sicer pa kar nekaj smo jih mogli potem tudi zavrniti, kar sicer žal, ampak več ne gre. Otroci pa tudi po starosti zelo različni, ne? Ampak to v bistvu, če pogledamo, sploh ni pomembno, ker vidimo, da so v bistvu otroci, ki so zelo majhni, ne? To se pravi 7-8 let stari, celo bolj spretni kot tisti starejši. To se pravi, je neka tekmovalnost se vidi kljub vsemu, ne, pri samem delu, ampak mislim, da si tudi radi pomagajo, opazujejo drug druga in to je tudi najbolj pomembno, ne, pri tem delu. V počitniškem času so otrokom sicer na voljo številne dejavnosti, s katerimi si lahko popestrijo dneve in kakovostno preživijo svoj prosti čas. Mitja Markovič s koncem meseca zaključuje svoje 16-letno obdobje na čelu župnije Krško Videm ob Savi in začenja z delom v župniji Šentjur pri Celju. Priljubljenega duhovnika smo povabili k pogovoru o njegovih začetkih in življenju v Krškem, pa tudi o naravi. Je namreč velik ljubitelj hribov, kolesarjenja in adrenalinskih športov in ne nazadnje o koronskem obdobju, ki je zahtevalo prilagoditve na marsikaterem področju. Mitja Markovič, ponosen Štajerc, kristjan, duhovnik. V nekem trenutku svojega življenja sem začutil, da je krščanstvo zelo lepa pot, ki človeku pomaga k polni uresničenosti, in to sem doživel tako zelo globoko, da sem si rekel, da želim tudi jaz to komu pomagati, ustvarjati neke okoliščine, ker bi sam tudi nekaj takega doživel. Torej, zato sem se odločil potem za študij teologije, zato sem sprejel duhovniško posvečenje, pa tudi marsikaj drugega, kar rad v življenju počnem, pravzaprav izvira iz te neke globoke poklicanosti ali poslanstva, ki sem ga začutil, recimo to, da sem se odločil postati recimo skavtski voditelj, da tudi v to vlagam ogromno energije in truda. Ob tem pa sem seveda tudi človek, ki želim živeti na polno v vseh razsežnostih svojega bivanja, zato mi je zelo blizu narava, zelo blizu mi je gibanje v naravi. To je mesto, kjer najdem energijo, kjer najdem moč, kjer najdem stik sam s seboj, kjer najdem stik z Bogom, kjer napolnim ali pa pustim Bogu, da napolni moje srce, da potem imam kaj dati, ko se spet srečam s svojimi sodelavci, z ljudmi, ki me potrebujejo, ki jih jaz potrebujem, katerim sem poslan. Mene je sem poslal še mariborski škof, takrat je bila to še ena mariborska škofija. Predtem sem bil pač na svojem prvem službenem mestu kot kaplan v Slovenskih Konjicah 4 leta. Škof je imel prav, spomnim se, spisek tako, ne vem, 10 župnij, med katerimi sem teoretično izbiral, ne, v resnici pa potem jih večino naštel, da tiste niso, da so premale, pa ne vem kaj. Tako da na koncu sta ostale 2, in sicer mislim, da Trbovlje pa Krško, med katerima sem se odločil, oziroma Krško zdaj cerkveno pravno, čisto pravilno, ne Videm Krško, ker pač pri nas so še vedno reke meje, ne, tako da štajerska stran, ne Videm, ja, pred 16 leti je to bilo, ja. Najprej sem imel srečo, da sem se lahko pogledal malo v korenine, ne, tisto leto, ko sem prišel sem, je ravno minevalo 850 let od prve pisne omembe naše župnije. Naša videmska župnija je ena najstarejših v Sloveniji, pražupnija, ne? In je bila to seveda fina priložnost in spodbuda, da pokukamo v to preteklost, in potem smo s tistega kmalu začeli oblikovati eno veliko zgodbo, eno tako res veliko praznovanje, se tudi na tak način vključi v to širše okolje. In pravzaprav tisto praznovanje in tisti dogodki, ki so bili tam, ki so segli tako tudi malo na kulturno področje, pa malo na vzgojno področje mladih in tako naprej, tudi te pisne ustvarjalnosti in vse to je pol nekako samo po sebi nakazalo tudi način dela in pastoralnega dela, našega župnijskega dela, tudi v letih potem. Človek je ponosen, če pripada neki taki tradiciji 850 let, to ni hec, ne, sploh mislim v Sloveniji, ne. Poleg tega pa sem to velikokrat omenim, pa tudi bom omenil, ko bom kje drugje.
v Krškem se mi je vedno zdelo fino in lepo, da se glavnina energije, se mi zdi, namenja v ene konstruktivne smeri. Pač vsaj jaz tako doživljam, no, da tu, ne vem, različni aspekti družbenega življenja ali pa različne institucije ali pa različni ljudje ali pa ne nazadnje stranke ali kakorkoli, ne, da nismo usmerjeni v to, da bi drug drugega spotikali. Nekaj to je itak brez veze, ne, to je stran metanje energije. In se mi zdi da sem takoj na številnih mestih našel tako občudovanja vredno držo, dajmo narediti nekaj dobrega za skupnost, ne. In se v bistvu ves čas tudi kot župnija, kot občestvo, nekako na tak način se mi zdi, smo se trudili vstopati v to okolje na en tak konstruktiven, pozitivni način. Tako da tudi po tej plati mi je Krško kot okolje, kot družba tako res pri srcu. Res lepo mesto, lepa občina, lepo okolje. Sem tako po naravi bolj tehničen človek, celo kot nek družboslovec, ne. Tako že od srednje šole naprej, to, kar se tiče računalništva, s tem sem si celo včasih kar nekaj denarja služil kot programer v srednji šoli, pa potem malo z grafičnim oblikovanjem sem se začel ukvarjati, tako tudi, da sem si kaj zaslužil. Tako da po tej plati mi ni bilo to težko. Sem pa takoj, ko so se začela tam tista vrata in se to zapirati lani, ne, sem pač začutil, ja, očitno nas Bog želi premakniti tudi tja. In potem sem to tudi rad razlagam, ne, dobil enih par takih zelo otipljivih znamen, da je res tako. Ene par naših mladih družin in drugih sem dobil sporočila, ne, glej, zdaj bo tak, ne, dobro, saj vemo, saj se bo dalo od kje drugje, ampak z domače cerkve je drugače pa tako. In to sem tako rekel, glej, to je to, zdaj Bog mi želi potem povedati bolj otipljivo, ne more mi Bog povedati, ne, in sem takoj prvi dan po Krškem začel zbirati opremo, ker do takrat je seveda nismo imeli, ne, ker pač prej ni bilo potrebe potem, ne. In smo tako začeli, najprej z okornimi koraki, ampak prvi večer zaprtje smo začeli s prenosom, pol pa tako smo se učili, tako prijazni domačini in tisti, ki imajo tehniko ali pa imate tehniko, tudi vaša hiša nam je pri tem pomagala, medijska. Tako smo potem tako tudi kvaliteto začeli dvigovati, ob tem pa seveda prvi poudarek je vedno pri tem vsebina, ne, vsebina. Ampak ko imaš lepo vsebino, moraš potem to tudi na en primeren način zapakirati v lepo obliko, to tudi narekuje potem tudi nek tehnični nivo. In smo potem pazili, da je bil zvok lep, da je slika koliko se da lepa in tako naprej, ja. In pol pa sploh seveda, ko pridejo pol tudi ene taki pozitivni odzivi nazaj, ti da še pol to še več motivacije. Pol smo kmalu opazili, ne, da je to oblikovanje teh maš, bogoslužij, pa pol seveda so še razne druge stvari bile, razni vlogi, pol jeseni, oziroma ne, lani spomladi, že seveda tudi verouk nadaljavo, video, kateheze in tako naprej, ne. Smo naenkrat opazili, da je to eno čist okej okolje za vzdrževanje občestva, ne. Ker jaz nikoli nimam vizije, da je maša to, da duhovnik pride gor od križa, od prve besede do zadnje vse sam pove. Ne, pač bogoslužje je občestveno dejanje, ne, vsi sodelujemo, ne vem. In smo začeli, ne vem, so bralci Božjo besedo doma prebrali, pa smo vključili noter, pa so začeli sodelavci, pa drugi, ki smo jih povabili, ne vem, s svojimi mislimi sooblikovati mašo, uvode imamo pač različne mašne dele, kjer je to mogoče, ne. In so bili čudoviti odmevi na to, ne, in smo se bolj pogovarjali, ko smo te stvari načrtovali, pridobivali nove sodelavce, je marsikdo rekel, ne vem, jaz v tem času še bolj doživljam, da smo občestvo, kako rabimo drug drugega, kako lahko obogatimo drug drugega z neko mislijo, ki jo jaz tam posnamem, ne, ker seveda vsak se je potrudil, ne, in to je bilo neko dogajanje v ozadju, ne vem, otroci prošnje snemajo, to je cela družina pri tem sodelovala in tako naprej, ne. In je pravzaprav se pokazalo, da je to eno čist, lepo, pastoralno okolje v tem času, ki se mi zdi, da smo ga kar fino izkoristili. Moj tako hobi ali pa smer hobija je bolj kot ne ena sama, in sicer vse, kar je povezano s hribi, ne. Hribe sem že zelo zgodaj vzljubil. Seveda Slovenskih Gorica tam ni hribov, ne, pol človek do tega novega odkritja čuti še tako neko posebno
naklonjenost in že kar malo zaljubljenosti, ne. Ja, pol pa kmalu, ko sem našparal za svoj prvi gorski bicikel, pol sem seveda okusil navdušenje nad gorskim kolesarstvom, pol se je to seveda stopnjevalo. Kasneje pol alpinistična šola, pa tudi plezanje, pa skale. Zdaj v zadnjem času pa najbolj turno smučanje. Ja, tako da pač pomlad, kakor dolgo se še najde kakšna zaplata snega, sem jaz najrajši na turnih smučeh. Je pa tako, ja, to je po eni strani je hobi, ne, po drugi strani pa je tudi eno tako okolje, ali pa neka dejavnost, ki jo včasih prav načrtno vem, da se je moram lotiti, ne zgolj kot hobi, ampak tudi zato, da si človek možgane prelufta, včasih kako negativno energijo daš ven, včasih rabiš zgolj odklop. Zelo velikokrat mi je pa tudi tako čisto v dobesednem in pravem pomenu besede meditacija. Ne, pač jaz karkoli se ukvarjam, pač mora biti malo v hrib gor, ne, ali bicikle, ali turne smuči, ali kakorkoli, ne. Tako da se človek tako malo prešvica, globoko dihaš, možgane preluftaš in če v to noter vklopiš, ne vem, osredotočenost na neko misel ali iskanje neke ideje ali rešitev nekega problema ali kak svetopisemski odlomek, ne, to je odlično razpoloženje, pač tu v bistvu Bogu daš priložnost, ne, sej Bog, sej Sveti Duh porabi te naravne stvari, ne. Božja milost ni nekaj, kar bi zdaj zgolj v neke posvečene prostore not prišla, ne, pač jaz moram pripraviti neke okoliščine in to so, ne, pač nek odmik in pravim to, ne, prezračeni možgani, ne. In pol se včasih prav neverjetno hitro kaka ideja prebudi, včasih celo cela kaka pridiga ali kak nagovor, pol še tako malo, ko tisto gonim gor, pa globoko diham, še malo tisto oblikujem, pa preoblikujem misli v svoji glavi, ne. Pol pa, ko se mi zdi, da je pravi trenutek, se ustavim, vzamem telefon, zdiktiram tiste ideje, pol pa lepo v miru naprej, pridem domov, stipkam malo kozmetične popravke in to je včasih to je prav neverjetno, ne. Mislim, da veliko več odnašam, kot sem prenesel sem, pač to je res en kup izkušenj in en kup zgodb in en kup res iskrenih odnosov. To je itak tisto, kar največ šteje. In zgodbe, ki jih skupaj pišemo, v bistvu mi je ravno zato težko iti od tu. Meni ni težko iti kamorkoli, z navdušenjem bom šel na Novo Župnijo in tam začel, čutim izziv to, ne, to mi sploh ni problem. Večkrat pa rečem tako čisto iskreno, da mi je težko iti od tu in ko o tem pripovedujem, mi glas zadrhti tudi že par nedelj pri pridigi, ker ne moremo teh stvari govoriti z distanco, ne. Pač res, kamorkoli pogledam, ne samo v naši hiši ali pa v cerkvi ali pa v okolici, ampak v bistvu tudi v mestu in tako skoraj vsepovsod vidiš neko zgodbo, nek spomin se prebudi, neka zgodba, ki smo jo skupaj pisali, ne. In to so stvari, ki človeka nazaj oblikujejo, ne. Pa ne samo lepe stvari, saj se tudi brusimo med sabo, saj smo različni značajev, ne. Človek doživi tudi neuspeh, poraz, v nekaj ogromne energije vložiš, pa je potem, ne vem, pičev rezultat ali pa ga sploh ni. Ampak to so vse stvari, ki človeka oblikuje, to je vse, kar vrača to, čemu rečemo modrost, življenjske izkušnje. In jaz iz Krškega po 15 letih odhajam zelo drugačen, kot sem prišel sem, ne. Res obogaten z temi čudovitimi srečevanji, s čudovitimi ljudmi, s katerimi tu skupaj delamo in z vsemi temi izkušnjami. Z veliko hvaležnostjo. Drugo vprašanje. Kako rečemo posodi, v kateri postrežemo juho? Jušnik. Ok. Kako rečemo posodi, v kateri postrežemo župo? Župnik. Župnik. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Hvala za pozornost in ostanite v naši družbi.